Zame se je vse začelo 3. decembra 1913, ko je bila prvič uprizorjena futuristična opera Zmaga nad soncem v Sankt Peterburgu avtorjev Mihajla Matjušina, Kazimirja Maleviča, Alekseja Kručonika in Velimirja Hlebnikova. Zmaga nad soncem je zagotovo najbolj mitizirana avantgardna predstava minulega stoletja. Vedno znova se vračam k njej. Njena provokacija je bila natančno projektirana. Vse je bilo usmerjeno k novim estetskim ciljem. Njene asimetrične kompozicije so bile polne antiprizorov, ki so jih sprožali zaumni protagonisti. Seveda nimam namena še sam dodatno mitizirati predstave Zmage nad soncem. Želim samo manifestirati logiko razvojne umetnosti, ki stoji nasproti postulatov sodobne umetnosti. 10 let kasneje, po praizvedbi Zmage nad soncem, se pravi 10 let kasneje, je suprematist Elie Sitzky projektiral iz njenega libreta popolnoma novo scensko interpretacijo. Futuristične operne persone je oblikoval kot ogromne gledališke avtomatone. Do same realizacije zaradi zahtevnosti gigantskih avtomatonov ni nikoli prišlo. A je že v samem konceptualnem izhodišču vsebovalo razvojno logiko. Ukinjalo je telo igralca in njegovo figurativnost. Praizvedba predstave Zmage nad soncem je figurativnost do neke mere še upoštevala. Elie Sitzky je bil prvi, ki je sintetiziral idejo suprematizma in konstruktivizma. Gledališko-vizualna misija Elie Sitzkyga je bila zamenjati operne akterje Zmage nad soncem z velikanskimi elektromehanskimi skulpturami. Njihove načrte je razstavil leta 1923 v Hanovru. Iz Malevičevih kubofuturističnih formatov je izpeljal 10 svojih verzij protagonistov Zmage nad soncem. V praizvedbi leta 1913 so se izvajalci, študentje, premikali po svoji mehansko določeni mizansceni. Vsi odnosi so se odigrali pred horizontom, na katerega je Malevič projektiral črni kvadrat. Leta 1923, se pravi 10 let kasneje, pa je Elie Sitzky zamenjal igralce z avtomatoni. Izoblikoval je monumentalne skulpture, ki naj bi se v končnici spremenile v arhitekturo. Elie Sitzky je v svoji interpretaciji Zmage nad soncem zapustil humorno intonacijo, ki je bila prisotna v praizvedbi zaradi pevsko-igralske naivnosti. Svojim analitičnim pristopom in načrtovano monumentalnostjo je sproduciral skulpturalno resnost. Če je Zmaga nad soncem Kručonika, Maleviča, Hlebnikova in Matjušina dobeseden napad na vse odrske konvencije, je Elie Sitzky svojo razvojno logiko v celoti prevrednotil njena ironična izhodišča. Svojo resnostjo je Zmagi nad soncem za nazaj
dodelil status prelomne umetnine. Okay. 70 let kasneje smo postgravitacijski umetniki z metodo Nordung 1995-2045 zamenjavo po smrti nadomestili igralce v prvem koraku A s tehnoabstraktom v gravitaciji 1, v drugem koraku B z umetniškim satelitom, nameščenim v gravitaciji 0. Metoda vsebuje ponovitve predstav vsakih 10 let ob isti uri z istimi igralci. V končnici pa bomo leta 2045 njihove tehnoabstrakte, se pravi kasneje umetniške satelite, namestili v ekvatorialni orbiti. Substitucijo igralčevega telesa z umbotom smo postgravitacijski umetniki razvili tehnokonceptualizacijo. Nabor našega vedenja in znanja o zmagi nad Soncem smo v določenem trenutku preobrazili v spoznanje. Lisicki je preoblikoval igralčevo telesnost z elektromehanskimi skulpturami, postgravitacijski umetniki pa smo zamenjali igralčevo telesnost s pomočjo procesualnosti in pretokom časa z mehatronskimi umetniškimi sateliti. Ti bodo oddajali iz orbite tako na Zemljo kot v globino vesolja bioinformacije o igralčevi telesni navzočnosti. In zdaj povratek na začetek. Ljubomir Micić, umetniški direktor stilne formacije Zenitizem, je leta 1922 v dvojni številki Zenita 17 in 18 objavil prolog za opero Zmaga nad Soncem. Pod besedilom je bil podpisan Velimir Hlebnikov, se pravi kot avtor prologa. Tik ob besedilu pa je bila objavljena skica kostuma Lisickega, ki je bila prvič javno razstavljena leto kasneje, se pravi na omenjeni razstavi že prej v Hanovru, se pravi 1923. Ob praizvedbi leta 1913 je bilo vse malce drugače, kot je bilo objavljeno v Zenitu. Toda vseeno so bile to nadvse dragocene umetniške informacije. Na tem mestu bi prav posebej pozdravil dr. Irino Subotić in dr. Petra Krečiča. Nadaljujem. Uvod v libreto Zmage nad Soncem sem prvič prebral v reviji Zenit leta 1979. Scenske in kostumske osnutke pa sem prvič videl leta 1980. V knjigi Maljevič Suprematizem. Celotno besedilo libreta pa je bilo objavljeno šele leta 1985 v hrvaščini v zborniku revije Prolog z naslovom Sovjetska gledališka avantgarda. A je moralo miniti desetletje, da smo naše vedenje in znanje spremenili v spoznanje. Z Dunjo Zupančič in kasneje z Mihom Turšičem smo vstopili v območje zamenjave igralskih teles z mehatronskimi antenami in umetniškimi sateliti. Slednje smo konceptualno in procesualno opremili s 3 programskimi enotami, z biologiko, z biomehatroniko in biografiko, se pravi osnovnimi informacijami igralčevega obraza. In skeleta, se pravi od komičnega do tragičnega, pa z logiko skeletona, se pravi prozornega bloka gobaste kostnine. 15. decembra 1920 se je zaključil 7-letni razvojni interval umetniškega stila suprematizem, se pravi po
premieri Zmage nad soncem, 7 let kasneje, je bilo objavljeno besedilo 15. decembra Suprematizem. S tem dnem se je dokončno vzpostavila ena najpomembnejših stilnih formacij prejšnjega oziroma minulega stoletja. Umetnik, teoretik in didakt Kazimir Malevič je na ta dan zaključil svoj tekst Suprematizem v mestu Vitebsk. Malevičevo teoretsko besedilo me določa od prvega dne mojega poklicnega življenja. Ta datum imenujem v razpravljanju o umetnosti finalistična koordinata. Drobna knjiga z naslovom Suprematizem je sistematično razložila stilno formacijo na 124 straneh s pomočjo teksta in 34 risb. V njej sta se združili dve generalni ideji, ki sta se ves čas razvijali vzporedno. Prva, ki je splošno sprejeta tako v strokovni kot zainteresirani javnosti in je šla v smeri abstraktnega slikarstva. Izhajala je iz osnovnih geometričnih likov. Maljevič se je zavedal, da bo z vzpostavitvijo umetnosti iz kvadrata, kroga in geometrične figure križa pri slikarskih mojstrih izval nelagodje in načelno zavračanje. Zapisal je, da je suprematizmom raztrgal modro barvo neba na dvoje, da je lahko v ozadju raztrganine zasvetila bela svetloba. Druga, za mene in za postgravitacijske umetnike ključna, druga formativna linija je ravno tako pomembna, izhajala je pa iz manj znane in redko poudarjene tehnostrukture. Tehnostruktura se je več ali manj pripisovala Tatlinu. Ampak, pozor, tukaj je središče. Seveda, tehnostruktura, ki je izhajala iz kozmistične filozofije Fjodorova in njegovega učenca Tsiolkovskega. Druga tehnokozmistična linija je dobila svoj smisel šele po 50 letih z nastopom računalniške umetnosti. Treba je še opozoriti na sovjetsko kinetično umetnost 60 let, ki se ravno tako napaja iz tehnokozmistične suprematistične linije. Lahko si mislite, kako sem bil vznemirjen, ko sem leta 1980 točno na tem vogalu tukaj od Mirana Mohorja dobil knjigo, prvi prevod, to je bilo leta 1980, prvi prevod Maljevičeve knjige z naslovom Suprematizem, brezpredmetno, kot finalistično besedilo iz 15. decembra leta 1920 v tej lepi beli knjigi. Že davnega leta 1983 me je dr. Aleksander Flaker opozoril, naj se bojim suprematistične dekoracije, ki je bolj nevarna od vsakega brutalnega realizma in naj usmerim vso svojo energijo proti mehaničnim, geometričnim oponašanjem. Od takrat naprej sem postal zelo pozoren na refleks dr. Flakerja. Tistega leta 1983 me je v totalu presenetila in vznemirila razstava Umetnost oktobrske epohe, ki je bila postavljena v Muzeju suvremene umetnosti v Zagrebu. Kuriral jo je kustos Tihomir Milovac. Na njej sem prvič videl delni pregled antimimetične sovjetske umetnosti. Vsebovala je tako avantgardne kot eksperimentalne avtorje. Med njimi so bila takšna imena, kot so Tatlin, Kandinski, Popova, Gončarova, Rodčenko in seveda Maljevič. Med mnogimi ključnimi umetninami je bila razstavljena tudi fascinantna, fantastična projekcija, pozor, ne slika, ki je združevala obe liniji, tako abstraktno kot telekozmistično. Slika, se pravi,
optimalna projekcija, ne pa slika, z naslovom Supremus številka 56. Samo da se takrat, še rosno mlad, nisem zavedal njenega pomena. Le kako bi se ga. Nič manj pomembna ni bila retrospektivna razstava posvečena Kazimirju Maleviču, ki so jo ravno tako postavili v Muzeju suvremene umetnosti v Zagrebu leta 1989 pod vodstvom Marjana Susovskega. Med razstavljenimi umetninami sem takrat pa že pogrešal, se pravi v pregledni razstavi, telekozmistična dela. Ni jih bilo še na spregled, čeprav sem za njihov obstoj vedel že kar nekaj časa, predvsem iz katalogov in iz teoretskih knjig. Čakal sem jih, da mi bodo prišla naproti. Prvič sem dobil prelomno brošuro Suprematizem v roke šele leta 1992. In zdaj preskok. Z Dunjo Zupančič sva vstopila v svet kozmokinetike in teleologije leta 1995. V novem tisočletju sva najino delovanje poimenovala postgravitacijska umetnost. Po 10 letih umetniškega komentiranja, se pravi teoretskega, in pa predvsem formatiranja postgravitacijske umetnosti, se nam je pridružil Miha Turšič s svojim tehnojezikom. Po letu 2005 se je vse pospešilo do neslutenih razsežnosti. Zgodovinske podpore postgravitacijske umetnosti so se organizirale v čvrsto izhodišče. Malevičevi tehnokozmistični liniji suprematizma se je priključil Černigoj Stepančičev konstruktivizem, v finalu pa še Zajčevi računalniški infometriksi. Tisočletje se je lahko začelo. Skratka, knjiga iz leta 1980, ki je šla v Beogradu, Malevičeva, to je knjiga, ki jo imenujem Umetniški um. Malevič me še danes prek nje obvešča, da smo postgravitacijski umetniki v finalističnem zamahu razvojne umetnosti. Tako kot je Walt Whitman 30 let pred Malevičem v svoji poeziji obveščal svet o petju božanskega kvadrata. Da bi lahko razumeli moje zavračanje postmodernistične stilne formacije, se pravi združevanje nezdružljivega in moje vztrajno in dobesedno vztrajno iskanje originala, bom v 3 stavkih zapisal zelo preprosto misel o Neue Slovenische Kunst, se pravi o moji mladostniški umetnosti, ki sem jo delil s kunstlerji Laibacha Irvina. V Neue Slovenische Kunst smo se delili na 2 dela, na večinskega, Duchampovskega in manjšinskega, Malevičevskega. Duchampova invencija in modernistična tradicija je bila takrat na Zahodu že prevladujoča. In tudi v Ljubljani je še danes prevladujoča. Sam sem se v celoti, kakor tudi kasneje v postgravitacijskem obdobju z Dunjo Zupančič in Miho Turšičem stal na Malevičevi tehnokozmistični, anarhistični, anarhokozmistični poziciji. Krog je bil vedno naše izhodišče. Potrebno je opozoriti na dejstvo, da je Malevič v zadnjem delu svojega življenja vse do famoznega pogreba zapustil tehnokozmistično linijo. Za zaključek vas prosim, da lahko natančno preberem citat iz besedila Suprematizem. Pri tem imejte zavest, da je bil napisan leta 1920, ko še ni bilo vesoljskega programa, jaz sam vstopim leta 1998 v vesoljski program v Zvezdnem mestu, v Roskosmosu. In še to, imejte zavest, ko boste poslušali citat,
da je na Maleviča močno vplivala logika aerofotografije, ki se je v tistem času vzporedno razvijala z letalstvom. Citat, navedek zgoraj. Če je vsaka oblika izraz čiste, utilitaristične popolnosti, potem suprematistična oblika ni nič drugega kot znak dokončne, utilitaristične moči konkretnega sveta prihodnosti. Ta oblika odraža dinamično stanje in kakor kaže letalu pot v vesolje, vendar ne z uporabo motorja in nerodnih, obupno skonstruiranih strojev, marveč s harmoničnim vključevanjem oblike v naravno delovanje, upoštevanje medsebojnih magnetizmov, da lahko potem novo obliko sestavijo vsi elementi naravnih sil. Obliko, ki zato ne bo terjala motorjev, kril, koles, goriva. Povedano drugače, njeno telo, ki bo tvorilo celoto, ne bo sestavljeno iz raznolikih organizmov. Lahko bi rekli, da bo suprematistični stroj monoliten, brez omejitev. Njegovi vzvodi bodo izdelani iz vseh elementov, podobno kot zemeljska obla, ki vsebuje življenje v svoji popolnosti. Da se bo vsako suprematistično telo vključilo v naravno organizacijo in oblikovalo nov satelit. Nujno je le odkriti vzajemne odnose med dvema telesoma, ki drvita skozi vesolje, Zemlja in Luna. Med njima lahko zgradimo povsem opremljen nov suprematistični satelit, ki si bo sam začrtal svojo pot po orbiti. Če pozorno opazujemo suprematistične oblike v gibanju, lahko sklepamo, da je najbližjo pot do nekega planeta mogoče prepotovati samo spiralnim gibanjem v medprostorih suprematističnih satelitov, ki bodo od enega do drugega planeta potovali v ravni črti, sestavljeni iz takšnih obročev. Pri delu s suprematizmom sem odkril, da njegove oblike nimajo nič skupnega s tehnologijo na zemeljskem površju. Vsi tehnični organizmi so pravzaprav majhni sateliti. Ves živi svet je pripravljen, da poleti v vesolje in da tam zavzame svoje mesto. Zakaj vsak izmed teh satelitov je opremljen z razumom in zmožen živeti lastno življenje. Konec navedka. In zaključek, da zdravstvujet revolucija, da zdravstvujet anarhija.